Ljudje se s športom ukvarjamo iz različnih razlogov. Poklicni športniki z vadbo krepijo telesno vzdržljivost za dosego maksimalnih rezultatov. Rekreativni športniki pa s športno vadbo skrbijo za svoj videz, zdravje ali celo za okrevanje po poškodbah, ki so lahko posledica nesreč. Preden se začnemo ukvarjati s katerokoli obliko športne vadbe, je nujni pogoj osnovno znanje. Informacije so dostopne v knjigah, na internetu, še najbolje pa je, da se pred začetkom športne aktivnosti posvetujemo z osebnim trenerjem. V grobem sicer ločimo dva načina športne vadbe: aerobno, hoja, tek, kolesarjenje, aerobika in podobno, in anaerobno, vadba z utežmi. Podrobnosti nam je razložil osebni trener Marko Mrak. Tek od zunaj pomeni neko neprekinjeno ciklično aktivnost, kar pomeni, da bomo porabljali predvsem energijo, ki jo bomo obnavljali z dihanjem. Trening z utežmi pa pomeni, da bomo porabljali energijo, ki je nakopičena v mišicah in jetrih. Šport pogosto spremljajo tudi poškodbe, najmanj pa bolečine. Izvora večjih tipov bolečin. Najpogostejša bolečina je, ki je največkrat tudi rekreativci zamenjajo za povečan nivo mlečne kisline, je, ko se mišica sama na treningu poškoduje in dejansko zaradi teh poškodovanih mišičnih vlaken pride do bolečine. Pri takih stvareh, ko se je mišica raztegnila, pri šprintih recimo je to najpogosteje, pri dvigovanju uteži je to najpogosteje, ko pride do poškodb mišičnih vlaken. Pri takih bolečinah se take bolečine zelo lahko odpravi s tem, da se vzame kakšna bolečinska tableta. Kar pa pomeni, da Kaj pa mišični krči? Ti so pri ljudeh, ki se ukvarjajo s športom, pogosti. Največkrat so sami mišični krči povezani lahko z pomanjkanjem magnezija, pomanjkanje elektrolitov, po drugi strani je pa lahko mišični krč čist proizvod previsoke utrujenosti. Ker kaj se zgodi z mišico? Ko je mišica utrujena, mora obstajati neki mehanizem, da te ustavi. Kadar mi izpraznimo kompleten mišični glikogen, pride do česa? Do popolne izčrpanosti, opotekanja in mišičnih krčev. In to je znak. Kako se vrhunski športniki prehranjujejo, ko nastopi čas za tekmovanje? Pred samo tekmo razdelimo vnos prehrane na 3 faze. Se pravi, vnos pred tekmo, med tekmo in po tekmi. Prehrana pred tekmo mora biti vsaj 3 ure do 2 uri pa pol pred samo tekmo. Zakaj? Zato, ker naše telo odreagira pri vnosu hrane tako, da se 80% krvi nahaja v delu prebavil. In recimo, če bi mi nekaj pojedli in gremo takoj trenirati, se bo nekaj zgodilo. Teh 80% krvi bo imelo za dominanco nekaj drugega. Iti preko srca, pljuč, mišice. In potem bi tle ostalo samo še 5% krvi v prebavilih. In občutili bi slabost, bruhanje, morali bi prekiniti z vadbo, se pravi neko težo v želodcu. Zato je vedno potrebno pred športno rekreacijo jesti 3 ure prej. Ali se dieta športnikov med pripravami ali pred kakšnim zahtevnejšim tekmovanjem spremeni, prilagodi? Je se vedno obroke, ki smo jih navajeni jesti v preteklosti. Zakaj? Ne smemo eksperimentirati. Če pa že eksperimentiramo, potem moramo pa to narediti teden dni pred to odločilno tekmo, da vedimo, če nam tak obrok sploh paše. Obrok mora biti bogat z ogljikovimi hidrati, predvsem s kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Vemo za tekače,
in te vzdržljivostne športnike, kolesarje, da lahko jejo za zajtrk že pašto, ne? Se pravi, neke 3 ure prej in taka pašta ali pa riž zagotavlja energijo za dlje časa. Ker so pa tle tudi... Kako je s počitkom? Kako poskrbeti za regeneracijo telesa? Je športni trening zelo intenzivna, ne? In kadar ali pa tekmovanja, ne, eno za drugo zapovrstjo, je zelo dobra zadeva masaža z ledom neposredno po treningu, ne. Zakaj? Zato, ker to pospeši regeneracijo. Zelo pospeši regeneracijo. Po drugi strani pa obstajajo zdaj na trgu različni valjčki, iz katerih lahko zelo učinkovito mišico po treningu zmasiramo, se pravi, s tem omogočimo večji dotok krvi in večji dotok kisika, kar pomeni pa tudi boljšo regeneracijo, ne. Lahko tudi tle, ne, lahko tudi meča, ne, recimo v gluteus zelo velike mišice, ne, pa se lahko. Tle imaš še malo, daš še malo gor, eno nogo imaš tako. Probaj. Čisto kratko. Tako, ja. Zdaj, če hočeš pa še večjo bremenitev, pa sem to nogo dvigneš. Kako sama mišica pritiska, pa se pol sprošča. Kaj pa tukaj? Ja, ta del je pa tako, se moraš povrti tok. Daš povalček. Tisto, rotacija, ne. Zadeva. Super, ne? Kaj to? Drugače je to recimo lahko tudi hrbet, ne? Hrbet. Ta spodnji del, ne? Ja, križ, križ. Spodnji del, ne? Je dobro, ne? Pri starejših ljudeh ali osebah, ki imajo težave s srcem, obstaja nevarnost kapi. Kako prepoznamo simptome? Kaj svetujete osebam, ki spadajo v to rizično skupino? No, zdaj tako jaz, pa sem že skoraj 20 let se ukvarjam, ne, z treningi. Ne poznam primera, da bi koga infarkt, tako od bližnjih, ki jih jaz poznam, ne. Vsekakor, predinfarktno stanje je tiščanje v pljučih, ne, v prsnem košu. Zaustaviti se je treba, ne. Jasno, da pretiravanje vedno pomeni ne nekaj dobrega za organizem, ampak slabšega. Jaz sem zagovornik optimalnega, ne. Se pravi, nekaj v sredini. Ne pretiravati, ne pa premalo, ne. In tisto sredinsko je vedno najboljše. Z osnovnimi napotki in upoštevanjem pravil varne vadbe se s športom torej lahko ukvarja vsak. Za začetek nikoli ni prepozno, kar velja tako za mlade kot za starejše. Nevarnosti ni, če le prisluhnete svojemu telesu in ne pretiravate. Sicer pa enako velja za vse generacije. Do cilja vas bosta pripeljala motivacija in vztrajanje. Ko boste premagali začetne ovire vadbe in občutili pozitivne učinke na počutje, si boste zaželeli, da se občutek nikoli ne konča. Šport je hkrati tudi najboljši začetek, če želite spremeniti svoje navade in svoj način življenja. Ne verjamete? Poskusite.